Ste vedeli, da so na Ekoskladu na voljo nepovratna sredstva za celovito obnovo stanovanjske hiše? Za obnovo tipične slovenske hiše iz 70. let je možno pridobiti 25 000 evrov in več. Več o tem pa nam bo povedal strokovnjak mreže En svet, ki deluje pod okriljem Ekosklada. V Sloveniji je velik fond stavb, ki so starejše kot 30-40 let in zelo potrebne energetske prenove. Ekosklad v sklopu tega ponuja nepovratna sredstva, od katere so ravno subvencije za energetsko sanacijo, celostno energetsko sanacijo stavb najvišje v sklopu trenutnega razpisa. V energetsko sanacijo mora biti vključen celostna obnova ovoja stavbe, se pravi izolacija, fasade, podstrehe. Vključeni mora biti strojne inštalacije, prezračevanje z rekuperacijo, ogrevanje z obnovljivimi viri in zamenjava oken v sklopu ovoja stavbe. Subvencije v tem primeru so visoke, 135 evrov na kvadratni meter za do 200 kvadratnih metrov za najbolj osnovno izvedbo celostne prenove. Tam tudi do 200 v primeru uporabe boljših toplotnih izolacij. Za eno družinsko hišo z izvedbo izolacije v EPS-u so nepovratna sredstva v višini približno 25 000 evrov. Lahko nepovratna sredstva za uporabo boljših toplotnih izolacij, kot so mineralne volne ali pa celuloza, zrastejo na 40 000 evrov. Dodatne spodbude so pa mogoče tudi na degradiranih območjih oziroma na območjih, kjer so sprejeti odloki o kakovosti zraka. Ti lahko povišajo subvencije za okrog 20%. Objekt je iz leta 1971. Predhodno je bil neizolirana fasada, okna so bila še prvotna, podstreha je bila minimalno izolirana s 5 cm izolacije in tako naprej. V času sanacije se je zamenjala celotni ovoj stavbe, toplotno-izolativni, to pomeni fasada, pomenijo stavbno pohištvo, okna, vrata, zunanja, pomeni toplotna izolacija napram neogrevani kleti in pa toplotna izolacija napram strehi oziroma proti ostrešju. V času sanacije se je izvedla tudi rekuperacija, ki se je peljala znotraj objekta, torej centralni prezračevalni sistem se je izvedel z centralno napravo in pa toplotna črpalka, voda, zrak. Na koncu same sanacije oziroma prenove objekta je potrebno izvesti tudi test zrakotesnosti, tako imenovani blow-over test. Pomeni, da v hiši umetno ustvarimo nadtlak in podtlak. V obeh primerih merimo, koliko hiša spušča oziroma koliko zraka prihaja noter oziroma nam uhaja ven. Sami pogoji so za prenove malenkost manj zahtevni kot pa za novogradnje, torej niso tako zahtevni. V našem primeru je pa objekt dosegel tudi standarde novograjenih pasivnih objektov, kar se tiče zrakotesnosti. Postopek pridobivanja oziroma neke take sanacije je sledeč. Najprej si treba zbrati projektanta, ki bo vse stvari ustrezno zrisal, urisal, naredil izračun PHPP, ki mu bo podlaga za izbrane materiale, za izbrane debeline materialov in tako naprej. Na podlagi izračuna, izvedene dokumentacije se naredi prijava na Ekosklad. Podokumentirati je potrebno vso zunanjost objekta in pa tiste notranjost tudi, kar se tiče toplotnih izolacij. V fazi same prenove je potrebno vse skozi dokumentirati vse vgradnje toplotno-izolacijskih materialov, o katerih smo zdaj govorili, torej rekuperacija, toplotna črpalka oziroma ogrevanje, toplotno-izolativni materiali na vseh obodih, RAL montaža, oken, da je zrakotesna, stvari treba dokumentirati. Na koncu se z izjavami v zaključku naložbe, z fotodokumentacijo, računi in pa z vsemi dokazili v vgrajenih materialih vse skupaj preda Ekoskladu in po izvedeni investiciji se dobi povrnjeni sredstva, ki jih Ekosklad omogoča. Rok od začetka, torej od oddaje vloge do dokončanja objekta je 18 mesecev. V tem času je treba sanacijo oziroma prenovo zaključiti
Torej, naš objekt je pred slabimi 2 leti pridobil 21 000 in še nekaj evrov. Danes so subvencije še višje, na degradiranih območjih so pa te subvencije še dodatnih 25% višje kot pa na ostalih. Za informacije o subvencijah Ekosklada je na voljo mreža En-svet, ki deluje v okviru Ekosklada. Za vse finančne spodbude, nepovratna sredstva, vsi razpisi so na spletni strani Ekosklada www.ekosklad.si. Tam so tudi podrobni podatki o zahtevah in o razpisanih višinah sredstev.